Pozdravljeni. Pred nekaj tedni je James Wolves Mika Schumacherja opisal kot nič posebnega. Strinjamo se, dokaj neposrečena izjava, ampak danes bomo skupaj skušali ugotoviti, kdo je tisto nekaj posebnega v prihajajoči sezoni 2025. Kaj pomeni biti nekaj posebnega? Vprašanje, ki na prvi pogled izgleda izjemno enostavno, ampak videli bomo, da je odgovor lahko še presneto kompleksen. V prihajajoči sezoni 2025 bomo na štartnem razporedu videli kar 3 novince, 3 nova imena. In govorimo seveda o Andreji Kimi Antonelliju, o Jacku Duanu in o Oliju Bernerju. Tej skupinici se bo seveda pridružil Liam Lawson, ki zagotovo novinec ni. Videli smo ga v lanski sezoni 2023, v letošnji sezoni bo nastopal od velike nagrade Združenih držav Amerike do konca in seveda prvo polno sezono bo imel priložnost odpeljati v naslednjem letu. Tej skupinici se lahko pridruži v teoriji celo še Mick Schumacher, ampak o tem malce bolj podrobno na koncu. Verjetno sedaj smo nekako ugotovili, da je že prisotnost na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1 rezultat, ki ga ne doseže vsak, oziroma to nam je bilo jasno že mnogo let poprej. Lahko bi dejali nekako tako, da si bolje predstavljamo, da samo na primer polovici odstotka vseh tistih, ki si želijo priti v Formulo 1, na koncu uspe. Ne govorim o nas, navdušencih, kjer bi si pravzaprav vsak želel nekaj takega, ampak govorimo o vseh tistih, ki so se začeli profesionalno ukvarjati s samimi dirkami v enosedežnikih. In biti nekaj posebnega v približno polovici odstotka že tako selekcionirane skupine je res težko. Zato tu velja omeniti, da glavni in odgovorni pri ekipah ne gledajo zgolj in edino na rezultate, ki jih je nekdo dosegel, ampak si skušajo ustvariti bolj celovito podobo. Verjetno marsikdo je spregledal novico, da je v Akademiji Meklarna pred nekaj dnevi bil podpisan dogovor z Brandom Badoerjem, sinom Luke Badoerja, ki ga verjetno marsikdo se še spomni iz časa Michaela Schumacherja, ko je bil Badoer dobesedno testni voznik v skuderiji Ferrari. In seveda v naslednji sezoni ga bomo videli v Formuli 3. In kaj ima mladi nadebudni Badoer zveze z našim razglabljanjem, kdo je nekaj posebnega? Pravzaprav ne toliko, kot bi si nekdo lahko mislil na prvi pogled, ampak kot zanimivost. Brando Badoer je rojen 15. septembra leta 2006. In do tu nič takega dopolnil je 18 let in verjetno je pred njim še dolga in uspešna kariera. Andrea Kimi Antonelli, ki bo naslednje leto začel nastopati za tovarniško ekipo Mercedes, je pa bil rojen 25. avgusta leta 2006. Torej, z Badoerjem sta približno rojena skorajda na isti dan, ampak eden bo komaj prišel v Formulo 3, drugi bo že v Formuli 1. In že tu lahko vidimo na prvi pogled, da je Antonelli nekaj posebnega. Podobno bi lahko dejali za Maxa Verstappena, ki je v Formulo 1 prišel še preden je bil polnoleten in so prav zaradi njega spremenili pravila, kar se tiče super licence.
Ampak tu imamo še nekaj zanimivih imen. O Oliju Bermanu je bilo ogromno govora, kako je bil sposoben v tistih dveh velikih nagradah, ko je nadomeščal, priti do točk tako s Ferrarijem, kot tudi z bolidom ekipe Haas. In to ga, po mojem skromnem videnju, umešča v tisto posebno kategorijo, kjer so pravzaprav samo redki izbranci, ki imajo nekaj posebnega. Na koncu je še Jack Doohan, voznik, ki pravzaprav tudi nosi znano ime, sin Mika Doohana, večkratnega svetovnega prvaka v razredu do 500 kubičnih centimetrov v motociklizmu, pravi legendi motošporta. Ampak Mick Doohan po svoje nima nobenih takih rezultatov, ki bi ga nekako lahko uvrstili tako visoko kot Antonellija ali pa Bermana. Bil je tretji v skupni razvrstitvi Formule 2 in to v sezoni 2023, pred njim sta bila tako Frederik Vespi kot Theo Pourchaire. In tu se lahko začnemo spraševati, kaj je toliko boljšega pri Doohanu, kot smo lahko videli naprimer v tisti sezoni pri Vestiju in Pourchaireu. V glavnem gre za to, da je Doohan član Akademije Alpine in je pravzaprav dobil priložnost, ko se je spustil sedež. Namreč Vesti je član ekipe Mercedes, Pourchaire vezan na Sauber oziroma v prihodnosti Audi. Ampak ne Pourchaire in ne Vesti zagotovo nista nič posebnega. Je kaj takega tudi Doohan, težko reči, ampak sam, ko sem spremljal dirke nižjih kategorij, sem opazil, da Doohan je hiter, da zna zmagovati, ampak nima tistega pravega trdega karakterja, katerega bi pričakovali. Morda v sezoni 2024, ko je pauziral, ko je bil testni voznik za ekipo Alpine, je nekaj popravil tudi v tem smislu. Namreč Formula 1 je bistveno bolj trda kategorija kot naprimer Formula 2 in prehod je bistveno bolj težaven kot naprimer iz Formule 3 v Formulo 2. In tu bi lahko dejali, da je Doohan v tem triju novincev, ki jih bomo videli v naslednji sezoni, res tisti najšibkejši člen. Ampak biti najšibkejši člen v primerjavi z Bermanom in Antonellijem še ne pomeni, da je slab. Morda le ni nič posebnega. A verjamem, mnoge zanima Liam Lawson, ki ima poleg ostalega tudi izjemno veliko podporo v tistih elektronskih medijih, ki jim mi, navdušenci, radi sledimo. A morda bo nekdo razočaran, ko bo mu predstavljeno kar nekaj dejstev, ki Liama Lawsona lahko uvršča tam poleg samega Jacka Doohana. Liam Lawson, saj po mojem osebnem videnju, ima izjemno veliko hibo, ne zna zmagovati prvenstev. Če pogledamo, kako se je končalo vse skupaj v sezoni 2022, bomo dokaj hitro ugotovili, da Liam Lawson je bil daleč od že omenjenega Pourchairja in Felipeja Drugoviča. In če smo do konca iskreni, Liam Lawson je imel samo eno točko več kot nek Logan Sargent, ki ga vsi mi dobro poznamo. Zopet voznik, ki zagotovo je soliden, ampak bodimo iskreni, nič posebnega. A to še ne pomeni, da je Liam Lawson voznik, ki si ne zasluži biti v Formuli 1. Težava je v tem, da je izgubil prav tako prvenstvo v japonski kategoriji superformule in prvenstvu DTM. Na koncu mu je zmeraj nekaj malega zmanjkalo. Nima tudi on tistega ubijalskega instinkta, ki bi mu dovolila doseči praktično želeni cilj. Vsaj tako je bilo možno razbrati iz vseh tekmovanj v nižjih kategorijah.
Res, ko je bil Lawson v superformuli, je bil poklican v Formulo 1, kjer je nadomeščal poškodovanega Ricciarda, ampak vseeno od nekoga z njegovim renomejem, z njegovimi izkušnjami in seveda podporo bi lahko pričakovali nekaj več. Zagotovo tudi v teh nižjih kategorijah mu ni uspevalo, dovolite mi izraz, tako z levo roko dosegati rezultata. In tu seveda ne smemo mimo njegove avanture v seriji DTM, kjer je Red Bull tekmoval z avtomobili Ferrari in imel podporo AF Corse. In AF Corse je tista ekipa, ki skrbi za Ferrari v pokalu Endurance, kjer so dvakrat zmagali prestižno dirko za 24 ur Le Mana. Torej ni neka struktura, ki ne bi vedela, kako se zadevam streže. Ampak vseeno, na koncu v seriji DTM so pri Mercedesu zmagali tudi zaradi timskega dela, ampak o tem kdaj drugič. Liam Lawson bo imel sedaj v sezoni 2024 lepo priložnost ne se dokazati, ampak pokazati, da je res nekaj posebnega. Kako? Ne vem. Kajti, če bi bilo to tako enostavno, bi lahko vsi nekaj takega poizkusili. Ampak vidimo lahko, da Liam Lawson v primerjavi s tistim, kar so pokazali do tega trenutka Antonelli in Berman, je malček v ozadju. Videli smo mnoge voznike, ki so imeli praktično rezultate, ampak potem v Formuli 1 dobesedno izviseli. Samo v zadnjih letih bi lahko omenili Stoffla Vandoorna pri McLarenu skupaj z Fernandom Alonsom v tistem nesrečnem trenutku, ko so imeli še dokaj nezrele pogonske sklope Honde. In seveda Nick de Vries je presenetil na tisti veliki nagradi Italije skupaj z Williamsom, ko je uskočil v zadnjem trenutku, ampak na to seveda pri Alfa Tauriju praktično uničil svojo kariero v Formuli 1, kjer ni pokazal tisto nekaj več, tisto nekaj posebnega, kar so vsi pričakovali. Kaj pa Mick Schumacher? V intervjuju z Mattijem Binottom smo omenili, da Mick Schumacher ostaja tudi v igri za tisti zadnji sedež, ki je še na voljo za sezono 2025. Ampak tu je treba povedati, da Mick je izvisel pri tovarniški ekipi Mercedes, pri Alpinu in sedaj, zakaj bi pri ekipi Sauber v njem videli nekaj posebnega? In ne govorim o priimku, govorim o njegovih sposobnostih. Ne trdim, da je slab, ampak mi iščemo tisto, kar je omenil James Wolves. In tu seveda imamo lahko zagovornike, imamo lahko navijače, ampak sam izjemno težko vidim tisto nekaj več pri Micku. Lahko se bo zgodilo, da bo tudi dobil sedež, ampak to ne bo toliko zaradi lastnih zaslug, kot, dovolite mi, zaradi njegovega priimka. In to ne zanj in niti ne za Formulo 1 ni dobro. Ampak tu seveda smo se skušali nekako spraševati, kaj je tisto nekaj posebnega. In seveda lahko bi dejali, da biti nekaj posebnega pomeni, da si sposoben zmagovati že od samega začetka, kljub temu, da nimaš izkušenj, da nimaš nekako tistega staža v določeni kategoriji, da si nekako pripravljen vsem tistim, ki so bili pred tabo že leta v določeni kategoriji, pokazati samo zadek. Nekdo, ki zagotovo je nekaj posebnega danes na štartnem razporedu, je Oscar Piastri. In nekako njega bi morali imati za merilo, kaj je, na primer, bodoči šampion v tej seriji.
in tudi od vseh ostalih bi morali zahtevati, ne da imajo zveneče priimke, ampak da res so nekaj, kar nas bo navduševalo tudi v prihodnje. Upam, da sem na to, na prvi pogled enostavno, ampak izjemno zapleteno vprašanje podal tudi ustrezen odgovor. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.